v obsežnem okrožju v osrednjem New Jerseyju. Emilija, glej, to je posebnost ameriškega sistema, da lahko kandidat zmaga s 28%. Če bi imeli preferenčno glasovanje, če bi imeli drugi krog preferenčno glasovanje, kot smo videli naprimer na volitvah v New Yorku, drugi krogi, kot jih vidite v zvezni državi Georgia, kaj šele zunaj Združenih držav, bi mu uspelo priti čez ciljno črto. Ampak dejansko, zaradi posebnosti ameriškega sistema, kjer lahko nekdo, ki dobi največ glasov, zmaga na volitvah z več kandidatim in potem zaradi prekrajanja volilnih okrajev lahko postane kongresnik, to je resna pomanjkljivost sistema in pomanjkljivost legitimnosti, da bo okrožje, ki običajno šteje kaj, 900,000 ljudi, zastopal takšen predstavnik. Nekdo, ki morda sploh ne bi mogel dobiti večine vseh volivcev v okrožju ali celo večine volivcev v lastni stranki, če bi bil sistem drugačen. Ampak kakorkoli že, glejte, ne samo nekdo skrajne levice, ampak tudi nekdo, ki je obtožil Izrael genocida, nekdo, ki je treba povedati, je služil tudi v ameriški vojski kot kirurg in rešil življenje Tammy Duckworth, senatorki iz Illinoisa. No, ona je bila v helikopterski nesreči. Operirala jo je, zato je podprla njegovo kampanjo, bil je vpleten v sojenje slepemu šejku po bombnem napadu na Svetovni trgovinski center leta 1993 in obstajajo obtožbe o njegovih povezavah z njim. Hamawi je to zanikal. Ampak Emilija, njegovih stališč ni mogoče zamenjati. Obtožuje Izrael genocida, ima skrajno propalestinska stališča skrajne levice in dejansko ga obilno financira propalestinski Super PAC. Vložili so $1,5 milijona, da bi ga pripeljali do 28% v predizborih. Proizraelske skupine so v tej situaciji očitno obupale in tukaj niso vlagale. Toda ne glede na posebnosti sistema, dejstvo je, da jih je znal izkoristiti in priti na položaj. Novembra bo najverjetneje premagal svojega republikanskega nasprotnika v tem izrazito demokratskem okrožju in se pridružil vse večjemu številu skrajno levih, izrazito propalestinskih glasov na Kapitolu. In bo le še eden izmed tistih, ki se bodo v kongresnih dvoranah postavili proti Izraelu. Čeprav je treba povedati, da poleg tistega trdega jedra nasprotnikov Izraela obstajajo še koncentrični krogi v ameriškem javnem mnenju, kjer je Izrael zdaj na slabem glasu, v splošnem ameriškem javnem mnenju in še veliko slabše med ameriškimi demokrati. In izkaže se, da je položaj Izraela v ameriškem javnem mnenju postal največji izziv zunanje politike za to državo. Emilija, osredotočeni smo na dolgoročno v tem smislu, toda na veliko načinov, vključno z vedenjem Donalda Trumpa, kjer je to skrita roka in še veliko bolj neposredno. Na takih volitvah, kot so te, to vidimo v praksi. Tudi če so v tem primeru to posebnosti sistema. To mu omogoča, da dobi 28% na strankarskih predizborih in na podlagi tega postane član. Eden od 435 članov. Česa je to znak? Veste, še več tega bo v drugih okrožjih po državi. In ali obstaja razlog za resnično zaskrbljenost? Veste, vemo, da ta skupina kongresnikov povzroča veliko hrupa in dobiva veliko medijske pozornosti. Ne in ja. Najprej ne, ker je bilo to spet posledica posebnosti sistema, več kandidatov v izrazito demokratskem okrožju. Po drugi strani pa se njihovo število zagotovo povečuje, pri čemer jih podpira izrazit trend proti Izraelu v ameriškem javnem mnenju, katerega se vsi zelo dobro zavedamo. Hvala.